Gospod Šepec, kaj zdaj torej pomeni zahteva za sodno preiskavo, ki jo je tožilstvo vložilo na sodišče zoper Roberta Goloba? Ja, to pomeni, da je državni tožilec ocenil, da tukaj je nek sum potencialnega kaznivega dejanja, nima pa še dovolj dokazov, da bi si upal vložiti obtožnico na sodišče. Zato ta zahteva za preiskavo, katere namen je zbrati dodatne dokaze, da bi se razjasnilo, ali se bo potem šlo z obtožnico na sodišče, ali bo pa državni tožilec ugotovil, tukaj ni nič in obtožnice nikoli ne bo vložil. Kako bo torej zdaj prišel do te ugotovitve? Sodišče ali naprej vložiti obtožnico ali ne? Kako bo potekal postopek? Torej, zdaj bo prvič mora preiskovalni sodnik pregledati to zahtevo in sam presoditi, ali jo bo podprl ali ne. Torej, če se z njo strinja, pridemo v sodno preiskavo, če se z njo ne strinja, bo potem zunaj obravnavni senat okrožnega sodišča pregledal zadevo in potem presodil, ali preiskava ja ali ne. In potem, če pridemo v sodno preiskavo, se zdaj zbirajo dokazi. Preiskovalni sodnik bo zaslišal potem že obdolženca in potem se bodo zbirali novi dokazi. Mogoče so še kakšne priče, listine, karkoli bi lahko s to zadevo bilo povezano in bi izkazovalo, kaj se je tukaj zgodilo. Ampak kako potem gledate na komentar odvetnika premierja Goloba, da taka odločitev tožilstva temelji na njihovi presoji in da je neutemeljena glede na to, koliko časa so zadevo obravnavali, preden so jo dali na sodišče, in da to kaže, da v resnici dvomijo v svojo presojo? Ja, to je zdaj njegova ocena. Zdaj ta čas, čeprav je nekaj dlje časa trajalo, lahko to, da je tožilstvo toliko bolj kolebalo, ali to vložiti ali ne. Vseeno gre za medijsko zelo odmevno zadevo, za največjega predstavnika oblasti. Torej, ta čas nam nič ne pove. Lahko so dlje časa raziskovali, preučevali zadevo in so na koncu odločili, da grejo v ta postopek. Predsednik vlade Robert Golob naj bi bil osumljen dajanja daril za nezakonito posredovanje. Kaj je zdaj značilno za to kaznivo dejanje? Kaj bi moralo biti izpolnjeno? Tatjana Bobnar je večkrat ponovila in v parlamentu in v javnosti, da je Golob od nje zahteval, navajam, da bi si ponovno pridobila zaupanje z njegove strani, mi je ponudil, da iz službe, torej, da se iz službe odpusti določeno osebo. Ja, tukaj gre za neke vrste podkupovanje. Torej, nekdo da darilo ali ugodnost drugemu, da bi ta zlorabil svoj položaj. Zdaj, zloraba položaja na strani ministrice bi seveda bila, če bi ona politično odpuščala ljudi mimo zakona. Torej, treba je vedeti, da politika se velikokrat nastavlja svoje ljudi v različne organe, ampak potem, ko so te ljudje tam zaposlenih, ne more zdaj politika kar po lastni presoji odpuščati, ampak je treba spoštovati zakon. Torej, neko tako nezakonito odpuščanje bi bil nezakonik akt ministrice in seveda, če bi se zdaj jo napeljevalo k temu, naj to naredi in zato obdrži ta stolček, torej ta nagrada, bi tukaj lahko šlo za kaznivo dejanje. Zdaj, če pa je bila izjava samo, dajmo nekaj narediti v skladu z zakonom ali pa nekaj zelo splošnega, očistimo in čiste, karkoli naj bi že to bilo, je pa to premalo konkretizirano. Zelo pomembno je, kaj tukaj res bilo izrečeno, kaj je bilo ukazano. Zdaj, odvetnik Roberta Goloba, Zdolšek pravi, da to ne more biti kaznivo dejanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje, in je prepričan, da ne bo uvedena preiskava in preiskovalni sodnik sploh ne bo zaslišal Goloba. No, to je preuranjena ocena. Jaz bi počakal, da se tukaj zdaj res sodišče, ki ima vse spise in dokaze pred sabo, o tem izjasni. Bi pa vsekako rekel, da to, da se zadeva preiskuje, je dober znak za pravno državo. To pomeni, da nihče v naši državi ni nad zakonom, vsakega se lahko preiskuje in vsakdo je lahko kazensko odgovoren. Tudi če na koncu iz tega ne bo nič, se bo gotovilo, da ni kaznivega dejanja, še vedno je državljani vidimo, da pravna država in njeni organi, sodni in pravosodni, tožilski, delujejo. In v katerem primeru potem pride do kazenskega postopka, bi prišlo lahko do kazenskega postopka proti predsedniku vlade? Torej, zdaj, če bo preiskovalni sodnik odobril preiskavo, potem pa se na koncu preiskava zaključi in se državni tožilec odloči, da bo obtožnico dal na sodišče, sodišče obtožnico potrdi, potem bomo imeli glavno obravnavo pred sodiščem, kjer se bo potem usoda predsednika vlade v kazenski zadevi dokončala. Kako veliko politično breme bi bilo uvedba recimo kazenskega postopka zoper predsednika vlade, glede na to, da smo praktično že v predvolilnem času?
Ja, to je pa zdaj odvisno od volivcev. Zdaj, če bodo rekli, takega predsednika vlade ne želimo več, ker je že na nek način okužen, lahko bodo pa rekli, sej to je spet nek politični postopek, kot je to zdaj že kar pogosto v Sloveniji. Vsakdo, ki se znajde v kazenskem postopku, je političen postopek in ne bo zato nobenih sankcij. Zdaj, resne sankcije pravne bi nastopile šele, če bi tukaj prišlo do kazenske obsodbe. Potem imam dve možnosti, oziroma možnosti so že prej. Ena je politična, da bi pač prišlo do interpelacije predsednika vlade, to je čisto politični postopek, drugi pa potem, da bi ustavno sodišče mu odzelo to funkcijo predsednika vlade, ampak tisto bi pa moralo priti do obtožbe sa strani državnega zbora, kar je spet nekako politično motivirano. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala.